Torej, akademik Milko Matičetev je bil priznan filolog, folklorist in etnolog in pri tej knjigi je imel glavno besedo. On je namreč zbral folklorno gradivo, in to že poleti leta 1940 v Terski dolini, še kot študent na Padovanski univerzi, kjer je študiral klasično filologijo in moderno filologijo. Ljudske pripovedi, pesmi in druge folklorne žanre je zapisal med ljudmi v Terski dolini skrajno zahodnega dela slovenskega etničnega prostora, ki je danes del Furlanije Julijske krajine. Že leta 1950 je pripravil načrt za knjigo in ga ponudil Slovenski matici, a zaradi spleta okoliščin je gradivo z izjemo nekaterih pripovednih enot ostalo neobjavljeno. Folklorno izročilo iz Tera je v knjigi predstavljeno po konceptu znanstveno-kritične izdaje, torej v fonetičnem zapisu narečja in poleg tega še v knjižnem prevodu. Večino komentarjev je pripravil že avtor zapisov sam, uredniki, to smo bili Barbara Ivančič-Kutin, Rok Mrvič in jaz, pa smo Matičetove komentarje dopolnili in jih dodali v naše opombe. Spremna besedila urednikov terenske zapise postavljajo v kontekst, razlagajo vsebine in razvojno pot teh pripovedi, poleg tega pa tudi predstavljajo značilnosti terskega narečja. Gradivo, ki ga prinaša ta knjiga, je umeščeno v prostor Beneške Slovenije znotraj nje Terske doline in to skozi prizmo zgodovinsko-družbenih razmer v zadnjem poldrugem stoletju oziroma že od srede 19. stoletja dalje. Geografske danosti in državne meje, ki so slovensko manjšino na tem območju ločevale od preostalega slovenskega naroda, so namreč močno vplivale na jezik, identiteto in druge segmente kulturnega življenja tamkajšnjega prebivalstva. Vsebinsko obsega knjiga 47 pravljic in povedk ter ostalih 63 enot folklornega izročila. V primerjavi s poznejšimi zapisi in študijami je Matičetovo gradivo precej samosvoje in drugačno, predvsem tudi po pripovednih žanrih. Medtem ko je legend in šaljivih zgodb razmeroma veliko, pa med pripovedmi ne naletimo na bajke in tudi živalskih pravljic je razmeroma malo, pravzaprav sta v knjigi le 2. Zanimivo pa je, da so prav živalske pravljice in bajke v poznejših raziskavah v Terskih dolinah najpogostejši dokumentiran pripovedni žanr danes. Pravljicam in povedkam sledijo uganke in pregovori oziroma kratki frazemi, zagovora sta le 2, več pa je ljudskih pesmi in vaških zbadljivk. Matičetova rokopisna knjiga prinaša na koncu še nekaj drobcev s področja otroške folklore, šeg in ljudske medicine. Z dialektološkega vidika je podan oris terskih glasovnih in naglasnih značilnosti, raziskana pa so tudi vprašanja, kako ustrezno zapisati zbrano folklorno gradivo oziroma besedila v terskem narečju, s katerimi se je ukvarjal že Milko Matičetov sam. V tej knjigi pa je pomembno dopolnil to delo tudi Rok Mrvič in z veliko pomočjo Janoša Ježovnika. Terenski zapiski terskega slovstvenega izročila Milka Matičetovega so torej s to knjigo pripravljeni za znanstveno-kritično rabo. Poknjižen zapis in prilagojen seznam narečnih besed pa omogočata dostopnost gradiva tudi najširšemu krogu zainteresiranih bralcev.
Še posebej upamo, da bo s to knjigo kot odmev iz preteklih časov folklorno gradivo zopet našlo pot v Terske doline med potomce Matičetovih informatorjev, med te maloštevilne rojake, ki danes živijo v vaseh Ter, Breg, Podbardo in Fejplan, kjer je Matičetov gradivo tudi zbral.